Žal je tako. Gospe in gospodje, ekscelence, pozdravljeni na današnji razpravi našega društva. Današnji gost je predsednik dr. Danilo Türk, zaslužni profesor mednarodnega prava, diplomat, strokovnjak za človekove pravice in politik, odličen poznavalec in analitik mednarodnih odnosov. Z mednarodnimi odnosi se ukvarja že od študentskih let. Od leta 1992 do leta 2000 je bil veleposlanik pri Združenih narodih. Od leta 2000 do 2005 pa namestnik Kofija Anana, generalnega sekretarja Združenih narodov, in sicer za politične zadeve. Dr. Danilo Türk je bil predsednik Republike Slovenije od leta 2007 do 2012. Trenutno je predsednik Madridskega kluba. Mednarodno pravo in mednarodni odnosi prevladujejo v njegovih knjigah in publicistiki. Med svojimi obveznostmi doma in v tujini je predsednik Türk našel čas za nastop in razpravo na našem društvu. Predsednika Türka prisrčno pozdravljam. Razpravo o novi realnosti v mednarodnih odnosih bom povezoval Marjan Šetinc, predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose. Preden pa predam besedo našemu gostu, si bom privoščil nekaj uvodnih besed. Svet se spreminja. Meddržavno dogovorjena pravila se vse manj spoštujejo. Zgodovina je polna obdobij, ko so posamezne države, imperiji, samodržci razgradili mednarodno sprejeta pravila. Tudi po drugi svetovni vojni dogovorjenih pravil vzpostavljenih med državami z ustanovno listino OZN nekatere države že dolgo ne spoštujejo. Države izstopajo iz mednarodnih dogovorov. Še posebej izstopa nespoštovanje, recimo, mednarodnega kazenskega sodišča. Še več, nekaj držav je iz njega izstopilo ali pa se sploh ni pridružilo in mu odreklo pravico do obravnave zločinov proti človeštvu, ki so jih zagrešili državljani teh držav. ZDA, ekonomsko in vojaško najmočnejša država na svetu, ki naj bi varovala dogovorjeni svetovni red, se je odločila ta svetovni red spremeniti. Ozemeljska širitev, kontrola celega sveta je očitna želja Washingtona. Tu ni mogoče spregledati težnje po omejevanju širjenja vpliva Kitajske, ki je menda neupravičeno sprejela in izkoristila neoliberalno ekonomsko ureditev sveta, ki jo mimogrede vzpostavil Zahod na čelo z ZDA, ter po bruto proizvodu glede na kupno moč močno prehitela ZDA in Evropo. Kolonializem in osvajanje ozemelj in prisvajanje bogastev pripadajočim ljudstvom, državam na teh ozemljih se nadaljuje. ZDA so si priključili vrsto pacifiških otokov, največji so Havaji, 1892. leta. Zasedle mehiška ozemlja, kupile Luizijano in Aljasko in razpredle mrežo več kot 800 vojaških baz po celem svetu. To, čemu smo danes priče, je nadaljevanje osvajalske širitvene politike ZDA, ki je mogoča z denarjem, transakcijami, političnimi pritiski ali pa kar z vojaško silo. Predsednik Donald Trump je dal tej politiki pospešek. V prvem mandatu je transakcijsko politiko opremil s tako imenovanimi Abrahamovimi sporazumi. Za priznanje Izraela je, na primer, Maroko dobil ameriško priznanje, da je Sahravi maroško ozemlje. Čeprav vemo, da je to v nasprotju z resolucijo Združenih narodov o samoodločbi ljudstva v Sahravi. Donald Trump je priznal tudi sirijski del Golanske planote za izraelsko ozemlje.
enako tudi vzhodni Jeruzalem in podprl nadaljne zasedbe palestinskih ozemelj. Predsednik Biden nobene teh odločitev ni preklical. Preklical je le Trumpove izstope iz mednarodnih organizacij in Pariškega sporazuma. Toda po letu dni ponovno na oblasti predsednik Donald Trump je podpisal izstop iz 66 mednarodnih multilateralnih organizacij, od tega 31 iz družine Združenih narodov. Vse zasedbe, širitve, vojaške intervencije ZDA, Rusija, Izrael zagovarjajo in izvajajo iz varnostnih razlogov, varnostne ogroženosti. Izrael svojo vojsko, ki uničuje Gazo in izvaja genocid, cinično imenuje IDF, Izraelske obrambne sile. Varnostna ogroženost je bila in še je izgovor za mnoge države, predvsem vojaško močnejše, njihove voditelje, da je nujna intervencija, priključitev kakšnega ozemlja ali države, ker od tam prihajajo varnostne grožnje. Moramo imeti Grenlandijo, ker nas ogrožata Kitajska in Rusija, govori Trump. Enako govori Netanjahu, ko zaseda palestinska ozemlja, ker Palestinci ogrožajo Izrael. Mark Rutte, generalni sekretar NATO, je v četrtek zvečer v Davosu izjavil, da je sporazum o Grenlandiji potreben, da ne bi Kitajci dobili dostopa do Grenlandije. S tem je morda malo na lepši način povedal to, kar govori Donald Trump, da je nujno Kitajski in Rusiji preprečiti dostop do Grenlandije, ker je ta ključna za varnost Združenih držav Amerike. Smo se znašli v dobi paralelnih novih asociacij, držav in regij, ki nadomeščajo sedanjo ureditev pod okriljem Združenih narodov. Naprimer BRICS, Šanghajska organizacija za sodelovanje, ASEAN, Evropska unija, African Union in številne druge. Sedaj pa še tako zvani Board of Peace, Svet za mir, najnovejša iniciativa iznajdba Donalda Trumpa, ki jo sam vidi kot nadomestilo za Združene narode in ta bo spreminjala svet. Nekaj pa vendarle gotovo drži. Institucije vzpostavljene po drugi svetovni vojni so bile vzpostavljene za 2 milijardi ljudi na svetu, ne pa za današnjih več kot 8 milijard. Leta 90 je bruto proizvod ZDA po kupni moči predstavljal 19,9% svetovnega bruto proizvoda. Takrat je znašal BDP Evropske unije 16,2%. Kitajski pa 5,3%. To je bilo leta 1990. Danes pa je, po podatkih Svetovne banke za leto 2025, ameriški BDP le 14,8% svetovnega BDP, BDP EU znaša 14,3%, kitajski pa 19,8%, torej 1990 5,3%, danes 19,8%. Gospod predsednik, kakšen svet se nam obeta? Se soočamo z novim drugačnim multilateralizmom, ko smo ga, saj mi po vojni in naši otroci, jemali za večnega, zagotovljenega, po angleško for granted. Torej, kdo koga ogroža? Koga ogrožata Kitajska in Rusija? Koga ogrožajo ZDA? Kdo ogroža ZDA? Kje je Evropa v svetovnem mozaiku? Se velesile ogrožajo med sabo? Kako ogroženost velesil spreminja zavezništva? Je orožje tisto, ki bo ohranilo ravnovesje sil na našem planetu? Ali morda demografija ogroža sedanje velesile? Je še kaj prostora za Združene narode v sedanji obliki? Gospod predsednik, beseda je vaša. Dobro.
Dobro, vse je. Hvala lepa. No, rad bi najprej začel s tem, da me zelo veseli, da ste me povabili k temu pogovoru. To pa predvsem zaradi tega, ker pač živimo v enem času, v katerem se treba pogovarjati in preskušati razne misli v smislu analize mednarodne situacije, njenih posledic, posledic sprememb v mednarodnem okolju, vplivov, ki ga vse to ima na Slovenijo. In seveda, Slovenija je suverena država. Kljub temu, da smo v veliki meri integrirani v Evropsko unijo, ampak glede na funkcioniranje Evropske unije, glede na probleme, s katerimi se ukvarjajo mednarodne organizacije, vključno z NATO-om, ne moremo računati na to, da nam bo nekdo drug reševal probleme ali bo nekdo drug namesto nas določal za nas relevantno oceno mednarodne situacije in seveda za nas relevantne predloge za delovanje Slovenije v mednarodni skupnosti. Že samo dejstvo suverenosti nas sili k temu, da o vsem tem razmišljamo. Jaz bi rad posebej poudaril, da me zelo všeč, da se nas je zbralo zelo veliko. Tu vidim tudi veliko mojih nekdanjih kolegov, bivših diplomatov, nekateri med njimi tudi pridno pišejo. Jaz bi rad te še posebej pohvalil in želel, da bi pisali še več, in tisti, ki tega še ne počnejo, da to začnejo početi. In seveda tudi komentatorji v medijih, ki so ves čas prisotni s svojimi mnenji na javni sceni, opravljajo v tem času izredno pomembno nalogo, kajti o stvareh, ki se dogajajo, treba razmišljati resno, kritično in tudi poskušati pomagati, da bi ta naša mlada država kolikor toliko dobro prebrodila to težko situacijo. Zdaj, jaz sem bil povabljen, da govorim o novi realnosti v mednarodnih odnosih in sem se najprej predvsej spraševal o tem, dobro, kako naj to novo realnost opišem, kaj pravzaprav je ta nova realnost. In seveda o tem se veliko govori in da se najti različne načine, kako se to novo realnost opiše in v čem je ta realnost pravzaprav nova glede na prejšnjo situacijo ali pa glede na zgodovinski tok dogajanja. O tem se da seveda zanimivo razpravljati. No, potem pa se je zgodilo nekaj, kar je pravzaprav zelo zanimivo. Lenin je nekoč dejal, da so obdobja, ko se dolga leta ne zgodi nič, potem pa pride obdobje, v katerem se v nekaj tednih zgodi vse. No, to je bilo vezano seveda na nek revolucionarni trenutek, ampak seveda treba si je zapomniti, da pravzaprav tudi takrat, ko se pravzaprav nekaj zelo odločilnega ne dogaja, morda ni daleč trenutek, ko se bo nekaj odločilnega začelo dogajati. Seveda mi en tak trenutek doživljamo zdaj v času, ki ga živimo te tedne, in velik del tega je vezan na dogajanje okrog Ukrajine, velik del je vezan na dogajanje okrog Gaze, na ravnanje Združenih držav Amerike kot vodilne svetovne velesile in komplikacij, ki nastajajo kot posledica aktualne zunanje politike Združenih držav Amerike. Vse to zdaj vidimo. In vse to je privedlo do ene točke, v kateri pravzaprav je postala moja naloga veliko lažja. Prejšnji teden je v Davosu predsednik vlade Kanade, Carney, povedal en govor, ki je zelo odmeval po svetu in ki ga je res vredno prebrati. On je to novo realnost v mednarodnih odnosih opisal v prvih 4 odstavkih tega govora. In zato mislim, da je vredno si te prve 4 odstavke priklicati v spomin in potem razmišljati o tem naprej. On ni dal neke dokončne, brezprizivne definicije nove realnosti. To tudi nikoli ni mogoče, kajti nova realnost je vedno kompleksna in vedno so možni različni pogledi. Ampak dal je pa nekaj zelo tehtnih ocen, ki zahtevajo, da se o njih razmišlja, in je pomagal, ne da bi to hotel, ne da bi on to imel v načrtu, tudi meni, da evo, tu na tem mestu nekaj povem o novi realnosti. Ta diagnoza, ki jo je dal in ki vsebuje nekako konture nove realnosti, bi se dala povzeti v nekih 4 točkah, ki mislim vsaka od njih zahteva nadaljne razmišljanje in seveda razpravo in potem po možnosti tudi kakšno zaključevanje. Najprej on govori, da se dogaja prelom
rupture, on je v tistih prvih odstavkih govoril v francoščini, pa rapture v angleščini, je isti izraz, ne. Dogaja se prelom ureditve. Takrat ne gre niti za neko evolucijo, niti ne gre za mirno tranzicijo, ampak gre za prelom. In potem pove, ne, da zdaj živimo na koncu udobne fikcije in na začetku brutalne realnosti, v kateri geopolitika velikih sil ni izpostavljena nobenim omejitvam. To je zanimiva misel, mogoče tudi precej točna. Ampak postavimo si lahko vprašanje, dobro, kdo pa je živel v tej udobni fikciji do sedaj? Palestinci prav gotovo niso živeli v situaciji udobne fikcije. V Evropi na popolnoma drug način že nekaj časa ne živimo v obdobju udobne fikcije, ker nas seveda prizadevajo zelo resni varnostni problemi v neposredni soseščini in nervoza, ki tu nastaja in ki vpliva na formiranje politike, je evidentna. In potem zdaj, v čem je zdaj ta nova brutalna realnost, ki je drugačna? Dobro, nekaj te brutalnosti vidimo že dolga leta. V Gazi je ta brutalnost prav izjemna, dosega genocidne razsežnosti. Geopolitika velikih sil tudi ni nekaj popolnoma novega in seveda tudi ni dobro v tem kontekstu govoriti vselej v množini, kajti vsaka velika sila je nekoliko drugačna od drugih velikih sil in zdaj ni tako, da bi bile te velike sile ves čas angažirane v nekem konfliktu z drugimi velikimi silami. Imajo veliko širše, bolj raznovrstno polje delovanja in to polje izkoriščajo na zelo različne načine. No in tu je seveda politika Združenih držav Amerike nekaj posebnega s svojim vsiljevanjem in svojo, rekel bi, nenavadnostjo, zlasti izraženo v primeru Grenlandije. No, že sama ta ideja, ne, preloma, rupture, je seveda lahko izpostavljena enemu kritičnemu premišljanju. Druga taka točka v njegovem govoru je teza, ne, da srednje velike sile, kot je Kanada, niso brez moči, imajo sposobnost zgraditi novo ureditev, konstruir pravi, ne, novo ureditev, ki bo integrirala naše vrednote, človekove pravice, trajnostni razvoj, solidarnost in ozemeljsko celovitost držav. V redu. Zdaj, če se govori o srednje velikih silah, ne, je možno razumeti, da jasno, da Kanada se čuti kot srednje velika sila, ampak srednje velike sile so del scene. Kaj pa to pomeni za majhne države? Recimo države take velikosti, kot je Slovenija. Smo mi potem takem nekako po naravi stvari v isti ligi in na isti liniji delovanja kot srednje velike sile ali ne? Ni nujno. In nekatere majhne države bodo iskale svojo prihodnost v zaščiti velikih sil. Skratka, spet imamo opravka z neko zanimivo tezo, ki poskuša mobilizirati te srednje velike sile v cilju ene svoje politike, hkrati pa zanemarja nekatere druge, ne, ki v to kategorijo srednje velikih sil ne sodijo. No, tretja teza, moč šibkih se začne s poštenostjo glede sebe in problemov. S tem se je seveda mogoče strinjati, kajti prav je, da smo v ocenjevanju mednarodnih fenomenov intelektualno pošteni, ne, da se pač stvari imenujejo s pravim imenom, da se ocenjujejo na pravi način in da se izogibamo ideološkemu ali političnemu prikrivanju stvari z terminološkimi inovacijami. Ampak spet, poštenost ni ravno trajna značilnost politike držav. In seveda to je nekaj, k čemur moramo težiti, za nekaj, kar po mojem mnenju je vredno, da si prizadevamo, vendar je to zelo težko dosegljivo. In končno četrtič, ne, Carney pravi, živimo v času rivalstva med velikimi silami in tu navaja
tisti znameniti citat iz Tukididove Peloponeške vojne, melijski dialog na začetku vojne, ko Atene zavzamejo Melos in preden to storijo, Melos kot eno majhno mestno državico, je pogajanja med velikimi Atenami in majhnim Melosom Tukidides opisal kot dialog, to je ta znameniti melijski dialog, v katerem ključna misel je ta, ko pravi Atenec Melicu, močni storijo, kar hočejo, šibki trpijo, kar morajo. In zdaj vprašanje je, katere velike sile se danes obnašajo v tem smislu. Močni storijo, kar hočejo, šibki trpijo, kar morajo. Ali to velja za vse velike sile našega časa, ali to velja samo za nekatere in če je tako, za katere to velja. In zdaj seveda, če gledamo na odnos Združenih držav Amerike do Evrope, je tukaj zelo jasno prisotna ta ista mentaliteta. Močni storijo, kar hočejo, šibki trpijo, kar morajo. In zdaj zdi se mi, da je tu Carney povedal več, kot je pravzaprav hotel povedati, z tem spominjanjem na melijski dialog, ki je pravzaprav začetek ene avanture v antični Grčiji, ki je pripeljala do vojne, ki je trajala skoraj 30 let in ki se je končala s porazom in uničenjem Aten. In zdaj seveda, izhajajoč iz teh, recimo teh 4 značilnosti tega uvoda, se potem postavljajo nadaljnja vprašanja. Spet Michael Carney. Za srednje države je pomembno graditi nova strateška partnerstva, kjer razlaga, da je za Kanado to Kitajska, Katar, Indija, ASEAN, Mercosur in tako dalje. Kar je zelo zanimivo. Se pravi, imamo en svet, ki je v enem obdobju, ko je pod pritiskom politike velikih sil, rekli bi zlasti politike ZDA kot najmočnejše sile, in kjer do sedaj najbolj zvesta zaveznica te velike sile išče nova strateška partnerstva. Prav, ta izraz ni nepomemben, strateška partnerstva. No, jaz sem bil pred dobrima 2 tednoma v Pekingu in je bilo zelo zanimivo, ker je to sovpadalo s časom Carneyjevega obiska na Kitajskem. In ko smo se peljali z letališča v mesto, so bile zapore prometa, kar je v Pekingu precej nenavadno, ker v bistvu Peking je ogromno mesto in tam so navajeni pač tujih državniških obiskov in seveda organiziranja prometa v takih razmerah. Ampak tokrat so, se mi zdi, Kitajci prav naredili tako, da bi poudarili pomen tega kanadskega obiska, še to, da je pravzaprav celotno mesto, vsi, ki so se tam po tistem mestu vozili takrat, da so vedeli, da se nekaj pomembnega dogaja. Med drugimi stvarmi, ki so se jih tam dogovorili, je tudi ta, da bo Kanada uvažala večje število kitajskih električnih avtomobilov, kar je seveda tudi po svoje en zanimiv, mogoče ne toliko ekonomsko odločilen, v vsakem primeru pa simbolično izredno odločilen, izredno pomemben trenutek. To se pravi nova strateška partnerstva. Vprašanje je, ali se resnično lahko govori o nekih novih partnerstvih, ali gre pa tukaj v bistvu za eno taktično prilagajanje, ki je trenutno v tej smeri, lahko se pa spremeni v kaj drugega. Tu je potreben kritičen premislek. Nadalje, Carney govori o variabilni geometriji in o tem, da je treba ustvarjati različne koalicije za različna vprašanja. S tem se je seveda mogoče strinjati, kajti nobena država danes ne more v 100-odstotni meri svojo politično usmeritev, svoj mednarodni položaj graditi na eni sami definiciji partnerstva. Treba je biti pragmatičen in treba je graditi koalicije. To spoznava tudi Evropska unija, ki je zadnje čase pokazala nekaj interesa za to. No in seveda spet Carney govori o tem, da bi te srednje velike države morale vzpostaviti tretjo pot, ki bi bila zasnovana ne na moči vojske in podobnih kategorij, ampak na legitimnosti, integritete in pravil. Spet imamo neko aspiracijo, neko hrepenenje po nekem boljšem svetu. Vprašanje pa je, ali je možno to resnično storiti. No, zdaj seveda pri vsem tem lahko vidimo
en zanimiv fenomen. Ne, kakorkoli že lahko jemljemo govor Michaela Kearneyja kot izredno dobrodošlo izražanje nekega kritičnega mnenja in neke legitimne aspiracije po boljšem svetu, najdemo v vsaki točki tega nastopa tudi razloge za kritiko. Nič ni zagotovljenega, vse gre lahko narobe, ne? Vse gre lahko narobe. In zdaj, če se vrnem k Tukididesu, ne, in tisti znameniti misli o vsiljevanju volje, ne, močni naredijo, kar hočejo, šibki trpijo, kar morajo. Ne, je potem vprašanje to, ali ni potem naloga šibkih, da poskušajo omejiti samovoljo močnih. Je to skupna naloga? Ja, gledajte, to ni tako enostavno reči, ne. Nekoč v času neuvrščenosti, ne, za Jugoslavijo in druge neuvrščene države veljalo to, ne, mi se bomo zbrali v eno veliko število, da bomo z našim skupnim nastopom omejevali samovoljo najmočnejših. To je bila ta aspiracija tistega časa, ne. Dokodar se to, kolikor se to posrečilo, kolikor se to ni posrečilo, o tem se lahko razpravlja. Ampak danes je situacija veliko težja. Danes je veliko težje reči, da obstaja neka realna možnost nekega organiziranega delovanja srednjih držav, mogoče srednjih in dela malih držav, za omejevanje samovolje velikih sil, zlasti seveda Združenih držav Amerike, ki pač svojo voljo vsiljujejo in tega tudi ne skrivajo, ne. V času Donalda Trumpa je to postalo popolnoma odprto in brez kakršnekoli sramežljivosti, ne. No, na tej točki se človek lahko spomni nečesa, ne vem, koliko med vami se vas spominja enega filma, ki ga je leta 1979 posnel Woody Allen z naslovom Manhattan. Na tistem filmu, to je en tak ironičen film, ki govori o manhattanskem življenju, ne, jaz sem ga večkrat gledal, ker sem sam nekaj časa živel na Manhattanu in me je vedno zabavala njegova pronicljivost. In ta imate eno sceno, ki prikazuje neke intervjuje, neka novinarka lokalne televizije, gre v eno imenitno restauracijo v času kosila in potem sprašuje, intervjuva razne imenitne meščane mesta, kaj počnejo in kaj nameravajo početi. In med njimi najde tudi Donalda Trumpa, takrat podjetnika, ne, gradbenika. In potem pravi ta gospa, ne, tukaj sedi gospod Trump, no, bomo ga vprašali, kakšne ima kaj načrte. In ga vpraša gospod Trump, kaj pa vi načrtujete? Pravi, jaz vam pa en imenitni načrt. Jaz bom pa dal podred katedralo svetega Petrika na središču Manhattana in bom tam zgradil en zelo lep nebotičnik. To bo en tak krasen nebotičnik, kakršnega še ni bilo na Manhattanu, in to bo velik napredek za naše mesto. Mislim, vi imate tisto Allenovsko, judovsko ironijo, ne, megalomanije, ki je ves čas prisotna in ki je seveda tudi za ameriško kolektivno psiho značilna, ne, vedno neke megalomanije zraven, ki pa je seveda v naših časih prerasla v svetovni problem. Ker dokler se je ta megalomanija izražala v nekih napol komičnih načrtih o tem, kako se bo drugače gradilo Manhattan, smo se mi, ki na Manhattanu ne živimo in nas prav niti kaj dosti ne zanima, kako je tam, lahko temu smejali, ne, to se nam je zdel dober humor. Ampak gledajte, zdaj se to isto dogaja na svetovni politični sceni z vojaškimi sredstvi in to več ni šaljivo. Ta megalomanija je problematična, zato pa mislim, da je treba, ko se govori o odnosu ostalih do politike velikih sil, biti tukaj veliko bolj precizen. Danes imamo opravka z posebno kvaliteto vsiljevanja volje ene supersile. To ni zdaj nekaj, kar bi lahko pravično razdelili med vse supersile. Kitajske se ne more primerjati z Združenimi državami Amerike, tudi Rusija se ne more primerjati z Združenimi državami Amerike. Združene države Amerike so tukaj resen problem. No, potem je seveda tu vprašanje, ki sem ga prej omenil, variabilne geometrije in kaj to pomeni za Evropsko unijo. Evropska unija seveda na nek način gradi eno predstavo o sebi kot pomembni svetovni sili in v ekonomskem pogledu to prav gotovo je, v političnem in vojaškem to prav gotovo ni.
In to, kar danes vidimo, je zelo zanimivo, rekel bi, spreminjanje oziroma zelo zanimiva evolucija v Evropski uniji, ki pa seveda nikakor ni dokončana, mogoče še niti ni dobro začeta. Ne? Ta zadnji sporazum z Indijo, ki je zdaj stvar velikega triumfa, ne, videl sem tudi že neko sliko Narendre Modija, ki tam drži za roko takole gor, ne, Ursulo von der Leyen in Antonija Kosto. In seveda, to bo dalo dober občutek, to bo dalo nekakšen psihološki vzgon celi zadevi in to je sigurno dobro. Ampak to še vedno ni strategija. Tu so neki začetki nečesa, kar je lahko potencialno zelo zanimivo. In niso edini, kajti Evropska unija je z Kitajsko dosegla sporazum o električnih avtomobilih, nek začetni sporazum je tu že nastal in seveda tukaj obstaja še neizkoriščen potencial. In vprašanje, ki si ga moramo tu postaviti, kaj ta variabilna geometrija za prihodnost vsebuje. Naj seveda še enkrat pojasnim, jaz jemljem te izraze, te osnovne koncepte iz Carneyjevega govora v Davosu in seveda razumem, da je vse to možno podvreči kritiki in reči, variabilna geometrija je nesmiseln pojem, ampak po mojem mnenju ni, po mojem mnenju je to smiseln pojem. Vprašanje pa je, kako daleč gre in kaj ta pojem variabilne geometrije pomeni za različne akterje, recimo za Evropsko unijo. Tu danes prav te dni vidimo, da je to pravzaprav lahko koristen pojem, ker variabilna geometrija spreminja odnose tako, da zbliža recimo Evropsko unijo in Indijo, kar je izredno pomembno in kar upam, da se bo nadaljevalo in poglabljalo in tudi potem v perspektivi postavlja Evropsko unijo v močnejši položaj v odnosu do ostalih velikih sil. Vprašanje, ki pa ostane, pa je tole, kaj pa je z Evropsko unijo in Rusijo? Ali obstaja kakšna možnost, da bi ta variabilna geometrija vključevala tudi nek svež razmislek o odnosih z Rusijo? Ali smo v dosedanjem ravnanju Evropske unije v odnosu do Rusije resnično dobro dojeli naravo konflikta med Rusijo in Ukrajino in ali je politika, ki je Evropska unija vodila vsa ta leta in ki je bila izražena zlasti v sankcijah, pravilna, koristna orientacija? No, tega še ne vemo. Ne? In seveda, potem so tu še vprašanja, ki so izrazito vezana na institucije, o čemer ne bi zdaj v tem uvodu prav veliko govoril. Bi pa rekel takole, vsa ta vprašanja, vprašanja odnosa do velikih sil, vprašanja variabilne geometrije, vprašanja, ali smo v fazi preloma ali nismo v fazi preloma in tako naprej. Vse to se seveda izraža v mednarodnih organizacijah, to se izraža v Združenih narodih in v vseh drugih organizacijah, recimo med drugim je tudi paraliza Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi del tega izražanja. Ne? Ampak vprašanje je zdaj to, mi nismo navajeni, da bi videli, da se taka problematika izraža tudi v zavezništvu NATO. Zdaj pa to vidimo, če gledate polemike, ki jih vodi generalni sekretar NATO s članicami NATO okrog prihodnosti evropsko-ameriških odnosov, boste videli, da pravzaprav vsa ta problematika variabilne geometrije vpliva tudi na stanje v zavezništvu in tudi tu mislim, da bo treba pristopiti bolj, kako bi rekel, bolj premišljeno in bolj resno, kot je to bil primer doslej. No, seveda v ta krog institucionalne problematike sodi tudi ta ideja Donalda Trumpa o odboru za mir, Board for Peace, ki zaenkrat še nima zelo resne podpore. In seveda, kolikor bi ta pobuda ostala v okvirih, znotraj katerih je bila razglašena, to pa je resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov in vezanost na nekakšno normalizacijo stvari okrog Gaze, potem bi lahko rekli, dobro, tak pristop mogoče ima nek smisel, neko vrednost za svet kot celoto. Ni pa to nujno, tako znotraj problematike Bližnjega vzhoda, kot tudi seveda zlasti ne, če je v bistvu ta
Board for Peace neke vrste trojanski konj, neke vrste alternativa organizacij Združenih narodov in na škodo sve tistega, zaradi česar so manjše države članice Združenih narodov. No, tudi o tem lahko govorimo kasneje, tako da ne bom šel predaleč. In na koncu bi rekel še eno stvar okrog Ukrajine. Veste, vse te velike sistemske spremembe, vprašanje preloma, vprašanje variabilne geometrije, vprašanja, ki so vezana na bodočnost mednarodnih organizacij in tako dalje, vse to se prelamlja na konkretnih kriznih vprašanjih v Gazi, mogoče jutri v vojni med Združenimi državami Amerike in Iranom, to je popolnoma možno, ali bo šlo tako daleč ali ne, tega ne vemo. Moram pa vedeti, da veste, sem potoval na Kitajsko preko Dubaja, je bil promet nad letališčem ustavljen za 3-4 ure, nas je bilo v letalu vse strah, da se je že začelo. Pa se še ni začelo in smo srečno prišli tja in se srečno vrnili, ampak ni jasno, kako bi se ta stvar išla, če bi prišlo do oboroženega spopada. No, po drugi strani imamo zdaj aktualno dejavnost okrog Ukrajine, imamo pogajanja, ki se vodijo ob ameriški asistenci, kar je zanimivo, in popolni evropski odsotnosti, kar je prav tako zanimivo. In tu seveda bo treba razmišljati o reševanju problema nekako z dovolj odprto glavo. In jaz seveda, da bi zaključil z nečim malce, tako bi rekel, ne bom rekel provokativnim, ampak nečim, kar mogoče ne pričakujete, vas bi opozoril na eno misel bivšega poljskega predsednika Aleksandra Kvašnjevskega. Kvašnjevski, kot veste, je bil predsednik, ki je imel veliko opravka z Ukrajino in je tudi hodil tja in je sodeloval v raznih poskusih reševanja problemov, kakršni so bili v času njegovega mandata. Je lani objavil ene memoare oziroma eno knjigo, ki je pravzaprav en zelo dolg intervju z nekim novinarjem Aleksandrom Kočarovskim, v katerem pravi tako, pravi, mi miru ne bomo videli. Tisto, kar je realno dosegljivo, je premirje. Premirje, ki zamrzne konflikt, ampak zamrznjen konflikt je boljš kot aktivna vojna in državo, ki je v zamrznenem konfliktu, se lahko sprejme v Evropsko unijo. Zdaj, to samo po sebi kot formula ni posebno izvirno, kajti od Cipra naprej poznamo tako formulo. In seveda, taka formula nikoli ni zadovoljiva. Jaz se spomnim pred 20 in več leti, ko se je govorilo o prvi tej večji širitvi Evropske unije pred letom 2004, je obstajal zelo resen poskus, da bi se ciprski problem takrat dokončno rešil, da bi Cipru omogočil vstop v Evropsko unijo. Združeni narodi so takrat reorganizirali ekipo za to stvar. Takratni pomočnik generalnega sekretarja Alvaro de Soto je prevzel ta dosje, mene so povabili v sekretariat kot pomočnika pri Kofiju Ananu. Skratka, sem to doživljal zelo direktno, v tistem času. Resnično je bilo veliko upanje, ampak 4 leta pogajanj niso prinesla rešitve in potem kaj se je zgodilo? Ciper je bil sprejet v sedanjem položaju, še danes v tem razdeljenem položaju in problem kot tak je bil vrnjen v Združene narode. Takrat se je pričakovalo, da bo Evropska unija nekako problem rešila z svojim pritiskom in s tem, da bo Ciper kot celota postal član Evropske unije. To se ni zgodilo in ne samo, da se to ni zgodilo, ampak problem je bil vrnjen na dnevni red Varnostnega sveta Združenih narodov. Potem sem takrat govoril s finskimi diplomati, ki so predsedovali Evropski uniji, so rekli, ne, vi v Združenih narodih imate veliko več izkušenj s tem problemom, pa boste že vi nekako, mi smo upali, da se bo to rešilo v procesu pristopanja, to se ni zgodilo in zdaj je spet stvar pri vas. No in ta problem je od leta 2004 približno v istem položaju še danes tam. Zdaj, ali je to prihodnost, ali je to možna prihodnost, ali je to realno dostopna prihodnost, tudi glede na velikost Ukrajine in dejstvo, da Evropska unija ne more tako zlahka prebaviti Ukrajine, kot je prebavila Ciper. Pa tudi, če bi to bilo možno, a je to politično vzdržna rešitev? Vidite, o tem se ne govori veliko.
Vendar mislim, da je vredno o takih stvareh govoriti, tudi glede na to, da imamo tu opravka z razmišljanjem nekoga, ki je resnično avtoriteta za ta vprašanja. To ni zdaj moja domislica. Jaz premalo vem in nisem bil nikoli v takem položaju, da bi resnično lahko dobro presojal, kaj je prav, ampak Kvašnjevski pa je bil v takem položaju in je avtoriteta za ta vprašanja. In on je dal neko vizijo, o kateri se dan danes ne govori prav veliko, kar pa ne pomeni, da ni tehtna. In pa seveda to nas pelje potem nazaj k tistemu vprašanju, ki sem ga že prej omenil, ne? Ali je Evropska unija dovolj agilna v mednarodni skupnosti, ali dovolj razume, ali gre za prelom ali ne gre za prelom, ali dobro razume stvari, ki se tičejo morebitne variabilne geometrije ali ne, ali se zna ravnati vis-a-vis kriznim vprašanjem, ki jih danes gledamo, in če smo nezadovoljni s čemer od tega, ali imamo kakšne ideje, kaj bi bilo treba spremeniti. No, jaz sem govoril dlje, kot sem mislil, ampak to je najbrž zato, ker sem še vedno nekako bolj profesorsko definiran in se vam opravičujem za dolžino tega mojega uvoda. Upam, da to ne bo zmanjšalo vaše vneme po tem, da me kritizirate in poveste svoja mnenja, pa da vidimo, če bomo prišli do kakšne nove misli. Hvala lepa. Ja, gospod predsednik, najlepše hvala za to izjemno zanimivo obrazložitev, v kakšnem stanju smo in morda o tem, kam gremo. Vsi se spomnimo, kako je par dni nazaj Donald Trump kritiziral Michaela Carneyja in njegov govor in ga nekako obravnaval podcenjevalno. Zdaj, razburkane razmere v svetu povzročajo zelo intenzivno diplomatsko dejavnost v svetu. Tako si kljuke podajajo nekateri v Pekingu, v New Delhiju, v Bruslu, in tudi mi nekako moramo to spremljati. Jaz predlagam, da začnemo z razpravo, kdo se bo javil prvi in presekal led. No, jaz sem že nakazal s tem, kar sem rekel. Zdi se mi, da je zelo intenzivna razprava. Veleposlanik Kunič. Hvala lepa, predsednik, za ta odličen uvod. Jaz bi se samo navezal na tiste koalicije srednjih držav. Kaj pa ima? Ali naj sklepajo kakšne koalicije, naj se povezujejo, naj se fleksibilno povezujejo. Kako gledate pa na ta segment teh držav? Dobro, na katere države pa mislite posebej? Gleda Slovenijo in podobno. No, mi nismo srednja velika država. Razumem, ja. Dobro, gledajte, jaz mislim, da bi seveda bilo na mestu iskati somišljenike in se izkazovati z nekimi idejami, ne, tu in tam. Ampak seveda to ni lahko in v okviru Evropske unije se mi zdi ni bilo prave atmosfere za kakršnakoli iskanja. Bolj je bila tu na delu neka dogmatika in to dogmatika neke zelo problematične kvalitete. Mi recimo v evropskih vprašanjih nismo naredili kakšnega resnega napredka, ne. Mislim, da se zdaj stvari nekoliko odpirajo in tu pravzaprav pomaga ta sporazum z Indijo. Se mi zdi, da to bo dalo en občutek, da je vendarle Evropska unija nek faktor v svetu in da lahko nekaj večjega naredi, ne. Medtem ko tam, kjer se običajno pričakuje, da bo naredila, da bo pomagala kakšni resnejši spremembi, se to ni zgodilo nikjer, niti na Balkanu, niti na Bližnjem vzhodu, niti v odnosu do ukrajinsko-ruske vojne, do vojne v Ukrajini in tako dalje, ne. In zdaj vprašanje bi bilo, ali je recimo res to prav, ali je prišel trenutek za neko aktivnejše angažiranje evropske diplomacije in če bi bilo to, kje, na katero točko naj bo koncentrirana. Jaz sem seveda zelo kritičen do Evropske unije in mislim, da nima
resnično prave identitete v svetovnih razsežnostih in bi rad videl, da bi se kaj spremenilo. Ampak zavedam se, da moje razmišljanje je lahko pač razmišljanje enega od mnogih posameznikov, ki pa ne pomagajo veliko. Nekako. Tamle od zadaj imamo. Ja, gospod profesor Fink. Rad bi vas vprašal, kje vidite, če vidite kakšno možnost ravnotežja med idealizmom in realizmom. Spominjam se ene knjige Henrya Kissingerja, v kateri piše, kako ocenjuje situacijo med obema vojnama, prvo in drugo, kako je bil Popravi Kissinger ocenjuje situacijo, ki je bila nastala ob ustanovitvi Društva narodov, po eni strani, pravi, to je zdaj ilegalno, to je zdaj red, ki se je ustanovil na ta način. Po drugi strani so pa vse evropske države so se pa povezovali med seboj v neke vrste zavezništva, vsaka ena, dve proti tretji, tri proti četrti, četrta zraven in je bilo potem to in je pripeljalo do druge svetovne vojne. Zdi se mi, kot da smo danes tudi v neki situaciji, kjer je nek idealizem in ta idealizem lahko imenujem jaz mednarodno pravo, ko sem tudi profesor mednarodnega prava, ali pa bil, no. Ampak to je tisto, kar mora biti. Po drugi strani imamo pa neke vrste ravnotežja, pa še ni ravnotežja, med temi močmi, pa gledamo na tri velesile, pa na srednje velike, pa na male, to je vse v nekem presnavljanju. Ali je v tem, a se lahko to imenuje idealizem, realizem in če to vidite, vi kakšno rešitev z tega? Hvala lepa. Glejte, idealistični koncepti v mednarodni politiki v zadnjem stoletju in nekaj več so prihajali v glavnem iz Združenih držav Amerike. Niso bili pa nikoli čisto idealistični, niso bili, rekel bi, nek pure idealism, niso bili čisti idealizem. Vse te velike institucije so nastale kot pobuda Združenih držav Amerike. Društvo narodov je izrazito otrok ameriškega načina gledanja na svet. Woodrow Wilson je bil profesor ustavnega prava. To se poznalo v njegovem pristopu, ampak seveda Združene države Amerike potem niso bile članica Društva narodov in so tudi pokazale, da obstaja v ameriški politiki vedno ena realistična linija, ki lahko tudi prevlada. Pri Združenih narodih je bilo podobno. Združeni narodi so spet iniciativa Združenih držav Amerike, ki je hotela preseči tisto, kar je bila šibkost Društva narodov in je morala potem se soočiti z nujnostjo kompromisa, ki je bil dosežen na Jalti, v tem smislu, da imajo stalne članice pravico veta. Drugače brez tega Sovjetska zveza ne bi vstopila, v Združene narode ne bi bilo nič. Se pravi, imamo neko misel, ki je bila v osnovi idealistična, ampak je vsebovala potem tudi eno realistično rešitev. Ta rešitev je še danes tu in je na nek način tudi dominantna. Jaz ne vidim, da bi se tu lahko v bližnji prihodnosti karkoli resnega spremenilo. Zdaj imamo ta Board for Peace, ki ga je predlagal ameriški predsednik Trump, ki je spet rezultat te ameriške vneme po ustvarjanju neke vizije sveta po vzorcu Združenih držav Amerike in tudi tu je neka idealistična vsebina. Idealizem ni nujno nekaj, rekel bi, brez prizivno pozitivnega. Idealizem je pač neka ideja, kako naj bi stvari bile. In zdaj, kaj točno se ob tem misli, bomo šele morali spoznati, mi tega danes še ne vemo, ker bo slej ko prej pride trenutek realizma, pri Društvu narodov je bila zavrnitev ratifikacije, v primeru Združenih narodov je bil to veto, v primeru Sveta za mir bomo videli, lahko tudi vse skupaj postane podobno
izpraznitvi, ne, spustitvi zraka iz balona, lahko to vse skupaj tudi razpade zelo hitro. Tako da ta realistični element bo tu zraven. In vedno je tako, ne, te širše mednarodne organizacije seveda morajo biti zasnovane na neki ideji, v tem smislu so idealistične, ampak nikoli niso, bi rekel, čista realizacija ideje, kajti znotraj tega se potem oblikujejo zavezništva, se oblikujejo koalicije, se oblikujejo skupine in tako dalje. In to je pač v naravi stvari v pluralni mednarodni skupnosti. Tako da jaz ne mislim, da se bo tukaj bistvenega spremenilo. Sem pa za to, da bi mi vendarle kot majhna država, ki je med drugim ravno kar uspešno končala svoj drugi mandat v Varnostnem svetu, bolj resno razmislili o tem, kaj moramo početi v okviru Evropske unije. To je pa pravi tistega okolja, znotraj katerega smo še posebej močno angažirani in ki nam je usojeno. To okolje nam je usojeno. In zdaj bi še enkrat rekel, ne, pišite o tem, kakšne ideje pa imamo okrog tega. Se upamo za kaj zavzemati. Mi smo radi seveda tudi neproblematični, ne. V tem smislu Slovenci nismo privrženi temu, da bi bili troublemakerji, ne. To ni v naši psihični konstituciji. Mi to ne maramo. Madžari uživajo v tem, ne. Mi pa ne. In zdaj je seveda vprašanje, ali smo sposobni formulirati kakršnekoli zamisli, recimo okrog vprašanja, dajmo to, vprašanja bodočih odnosov Evropske unije z Rusijo. Dajmo čisto kot konkretno vprašanje. Je to točka, na kateri smo mi usposobljeni in zainteresirani nekaj prispevati k razpravi in spreminjanju politike Evropske unije? Ali mislimo, da tu ni kaj spreminjati, da to ni naša stvar, da bodo to že drugi sprožili in drugi vodili? To so problemi, s katerimi bi se morala slovenska zunanja politika soočiti. Se opravičujem. Veleposlanik Benko. Hvala za besedo. Mikrofon tam. Hvala. Predsedniku lepa hvala za ta vpogled v mednarodno situacijo, ki vsekakor ni rožnata. Glede velesil je jasno, bojo počele to, kar so počele in bodo. Srednje velike države bojo sklepale nova zavezništva, strateške povezave, kaj ostane manjšim državam, kot je Slovenija, da se drži mednarodnih organizacij, da poskuša ojačati Evropsko unijo. Mislim, da je to trenutek, da Evropska unija postane velika sila, če se bo poenotila. Nažalost je malo tega prisotno, ker je to enkratna šansa, kot so nekateri intelektualci, med katerimi tudi Slavoj Žižek, rekli, da postane Evropa neodvisna. No ja, dobro, gledajte, seveda se da sanjati na različne načine, ne. Da je Evropa velika sila, ne more biti. Evropa enostavno po svoji strukturi, po svoji konstituciji to ni. Tudi ne razpolaga z vojaško silo, ki bi jo naredila za resnično veliko silo. Lahko pa postane bolj vplivna, lahko postane bolj zanimiva v svojem ravnanju, ampak zakaj takega mora pa tudi zbrati neko korajžo, če hočete, tudi neko iniciativnost. In seveda, glede na to, da so interesi med državami članicami precej različni, je taka misel, taka želja
težko uresničljiva. Tako da jaz ne pričakujem, da bo tu en naravni in lahek razvoj dosežen. Bi pa seveda želel, da recimo to, kar Evropska unija dosega, ne, to se pravi v odnosu do Indije, mogoče tudi do Kitajske celo, ne, z nekim novim premislekom, da se enostavno postavi na zemljevid kot skupnost, ki je dovolj kreativna in dovolj vplivna, da vpliva posredno na odnose med velikimi silami. Velike sile so danes tri, ne? To je Združene države Amerike, seveda Kitajska in Rusija. To so države, ki imajo vse nuklearne arzenale, ki so sposobne uničiti svet. Tega seveda ne nameravajo narediti, ampak to jih definira kot velike sile. To ni čisto nič novega. Nekaj časa je bilo videti, da je Sovjetska zveza z razpadom povzročila eno veliko spremembo in nastal je tisti enopolarni svet, ki je zdaj postopoma izginil. Zdaj nimamo več enopolarnega sveta, zdaj je multipolarnost faktor. V tej multipolarnosti te tri velike sile spet nastopajo kot velike sile, medtem ko ostali nekako ne najdejo pravega pristopa k temu novemu svetu. No, z tega stališča se mi zdi tale teza o variabilni geometriji potencialno zanimiva, čeprav ne vidim, kako bi Evropska unija, kaj bo Evropska unija zdaj v bližnji prihodnosti lahko naredila. No, jaz bi konkretno želel, da pride do ene resnejše razprave in po možnosti tudi do, če hočete, rekonstrukcije Evropske komisije. Jaz mislim, da Evropska komisija se ni izkazala in da je tukaj kritika na mestu, da je tukaj potrebno nekaj resnejšega napraviti. Seveda, tisti, ki hodijo na sestanke v Bruselj, bodo bolje vedeli, kako je s tem in mi bojo hitro povedali, da to ni realistično. No, jaz to tudi sprejemam. Ne vem, če je ta moja misel realistična, ampak rekel bi, tukaj bi se skliceval na svoj upokojenski status, pa bi rekel, veste, kako je, ne. Jaz nimam teh pomislekov, ne, ker sem upokojenec na vse zadnje in lahko tudi kaj povem tako nekonvencionalno, ne. Ampak mislim, da bi tu bilo potrebno nekaj storiti. Ali je to možno ali ne, ne vem, najbrž ni. In zato moramo pač računati, da Evropska unija ni velika sila in tudi ne vidim, kako bi postala. Ja, tam imamo še. Če bi lahko dodal na to temo. Jaz sem bil 4 leta na Danskem. Na Danskem. Na Danskem. Ja. Pa pokrival še Norveško, Švedsko. In sem pozorno spremljal te pritiske Trumpa na Dance glede Grenlandije. In sem vedel, da Danci ne bojo pomstili. Prvič, nekaj 5 milijonov jih je, ne. Prvič so še vedno malo vikingi, da se ne dajo. In drugič so v nordijski skupnosti 5 držav. Spominjam se sestankov naš veleposlanikov s Stoltenbergom, ko je bil predsednik norveške vlade. In on je stalno govoril, je sanjal o nordijski federaciji. Kar pomeni, da bi bile vse te 5 držav, ki zdaj imajo nordijski svet, to je sodelovanje med parlamenti, in pa nadgradili so z rednimi srečanji ministrov. In prepričan so, da so nordijske države takoj podprle Dansko. Ker če bi bila nordijska federacija, bi imela čez 20 milijonov, bi bilo 12. gospodarstvo na svetu. Tako hočem reči, če si dovolj povezan, se da marsikaj narediti. Čeprav pa slišimo, koliko se bo Evropa oborožila, še posebej Nemci. Tako da s tem času, čeprav ne navijam za kakšne velike oborožitve, boljše biti moralna velesila, ko. No, vidim, da je še kolega Cigler ima nekaj za povedati. Hvala lepa za ta vaš uvodni pogled na čudne čase, v katerih živimo. Ko ste začeli s tem kanadskim premierom in njegovo to začetno mislijo o rapture sveta, dejansko to
razpadanje, ta prepad, to trganje se ne dogaja samo na globalni ravni, ne, se dogaja na vseh ravneh. Ja. Vse tri velike sile se notranjo trgajo prav tako. Ja. To, kar se dogaja danes v Združenih državah, je repčer, ki ga nismo v naši generaciji bili vajeni videti, ne. Kar slišimo zadnje dni iz Kitajske, zlasti s čistkami v vojaškem vrhu, je nekaj prav tako nenavadnega in se že dolgo časa ni dogajalo. Kaj se trenutno dogaja v Rusiji, v resnici ne slišimo. Ne. Zdaj, ko pridemo do Evrope, smo del istega procesa. Žižek lepo pove v tem članku in tej deklaraciji, na katero poziva slovenske politike, ali se bo kdo priključil ali ne, poleg njega. Ne. Tudi Evropa bi rekel, je pred tem izzivom tega trganja. Ne. Če hočemo biti to, o čemer ste vi govorili in čemer zdaj teče razprava, nek faktor v tej globalni politiki, potem mora Evropa okrepiti to svojo moč kumulativno. Celih dimenzijah, in to je tudi ekonomska, politična moč. In brez federalizacije Evropske unije ta moč ni možna. Ta moč, zlasti na področju evropske obrambe, je neizvedljiva, je papirnati tiger, ni nič drugega kot politično leporečje. In Žižek lepo pove, torej, trganje Evrope bo na liniji odločanja ali za federalistično Evropo ali za suverenistično Evropo. Zdaj, suverenistična Evropa pride z pomočjo Rusije in Združenih držav. Federalistična Evropa je odločitev tistih, ki verjamejo, da tudi v taki neki novi evropski ureditvi, zlasti male države, bodo imele neko svojo zaščito in neko svoje mesto. Pa me zanima, če bi prišel ta deklaracija na vašo mizo, za katero stran bi podpisovali. Ja. Jaz samo moram odkrito priznati, jaz sem to deklaracijo videl, ko je bila objavljena, ampak sem medtem pozabil, kaj vsebuje. Ker gledajte, zdaj federalistična Evropa ni možna. Federalistična Evropa enostavno, kot vidimo, ni možna. Suverenistična Evropa obstaja v neki, kako bi rekel, posebni definiciji, ki ni všeč pravim polnim suverenistom, in zato ta izbira med tema dvema opcijama ne more biti, kako bi rekel, realna v smislu nekih resničnih politik. O tem lahko razglabljamo kot o nekih idealnih možnostih, ampak ne vidimo nobenih resničnih političnih akterjev, ki bi vodili stvari v eno ali drugo smer. Realni politični akterji vodijo v neko nadaljevanje statusa quo, znotraj katerega se potem iščejo rešitve ad hoc. Jaz mislim, da je to naša stvarnost. No, bomo slišali kakšno kritično mnenje na račun te stvarnosti. Jaz se tega kritičnega mnenja že zelo veselim, no pa bom potem nadaljeval. Bil Ivan Grača, bivši predsednik mladih evropskih federalistov v 90-ih letih. Ja. Tako je bilo takrat. Bili smo v 90-ih 3 skupine znotraj gibanja mladih evropskih federalistov. Unija evropskih federalistov so pa sestavljale pač ekipe, kot so bili Mitterrand in Kohl. Lani je bilo tu v Ljubljani eno srečanje znova mladih evropskih federalistov, povsem nove strukture, ampak še vedno so razdeljeni na skupine. To nima odrede. Ja, zdaj po vrsti. Prvo je veleposlanik Grobovšek, potem veleposlanik Cerar in potem gospod Gregorič. Gregorič pa še tam je gospa na oni strani. Ja. Dobro.
Prav lepa hvala za vaše misli, strukturirane, urejene in dali ste nam dosti tega, kar se imenuje food for thought. Vendar jaz bi se malo umaknil zdaj od teh tem, od te teme. Vi ste prominentni pravnik, mednarodni pravnik in ne poznate samo OZN, sami ste povedali, da ne, vemo, če se ne motim, ste tudi študirali na Columbia University, živeli ste dolgo v ZDA in nadvse prominenten akter v te, imenujemo rupture, ali v te konfuziji, ki jo mi doživljamo, so ZDA. Da, sej Rusija, da, definicija velesile po številu teh jedrskih izstrelkov je ena možnost, vendar gotovo neka Rusija zdaleč za ZDA, kumulativno gledano, kaj pomeni, za Kitajsko so pa zadeve drugačne. Na vas kot poznavalca pravnih sistemov, tudi ZDA, me zanima to, kar mi doživljamo, nekateri pravijo Trumpizem, ni samo političen problem, ampak gre za psihopatološki problem. Seveda. In kako zdržljiv se vam zdi, kot poznavalcu, notranje gledano, kajti tu bo izredno pomembno ameriški sistem. Hvala lepa. No, jaz ne bom odgovarjal na vsako vprašanje posebej, ker mislim, da je bilo dobro, da malo zdaj slišimo različna mnenja tudi, ampak tukaj sem enostavno izzvan kot pravnik in bi rekel takole. Veste, bil je čas, nedavno je bil čas v času tiste unipolarne epohe, unipolarnega trenutka, ko je ta pravna zavest, ki je v ameriški politiki močna, zelo močno delovala na mednarodno skupnost. Mednarodno kazensko sodišče je nastalo zato, ker so ga Združene države Amerike energično zastopale. One so imele posebnega veleposlanika, ki se je ukvarjal izključno z mednarodnim kazenskim sodiščem in s katerim smo vsi drugi sodelovali in smo videli v tem eno izboljšanje mednarodne skupnosti. Ja, danes so Združene države Amerike glavni sovražnik mednarodnega kazenskega sodišča in spet ima to opravka z tem, kako se je ta duh Amerike spremenil. In zdaj, kar se tiče psihopatoloških vidikov, jaz mislim, da je tisto, kar je Woody Allen spoznal leta 1979 v filmu Manhattan, seveda res, ampak je pa tudi tragično. Takrat je to delovalo komično, takrat je to bila komedija, zdaj pa to ni več komedija. In zdaj Slovenci, ki smo seveda v tistem obdobju, tistem unipolarnem momentu bili na strani vse te spremembe, večja legitimnost mednarodne skupnosti, več pravičnosti, kazensko-pravna pravičnost, če hočete, vse to, tudi seveda pod vplivom vsega tega, kar smo videli v naši neposredni soseščini, smo lahko zdaj še toliko bolj razočarani, ko vidimo, kako so se stvari zasukale v nasprotno smer. In spet seveda pod taktirko, če tako rečemo, simbolično Združene države Amerike. In zato, dobro, mislim, nekoč smo gledali komične filme, danes gledamo tragično sceno na mednarodni skupnosti. Ampak prosim, zdaj te povejte svoje mnenje, da bom jaz preveč tu razglabljal. Jaz se opravičujem, se je javila že prej. Da sem intervenirala, ampak ravno na Bojana bi se rada navezala. Vse izvira, kar se dogaja v zadnjih tednih od Trumpa. To, kar počne Trump, je zasukalo cel svet. To, da je zasukalo Ameriko, vemo, kako se bo Amerika, no to tudi mene zanima, kako vidite, da a je mogoče, da bi se recimo republikanci znotraj Združenih držav, znotraj senata enkrat pa
zavedali, kaj se dogaja z njihovo državo. Ker demokrati se zavedajo, seveda, ne. To je del vprašanja. Mene pa zanima bolj to, kar Evropejci ignoriramo. Ignoriramo Rusijo in ignoriramo Trumpove dogovore s Putinom. Mene zanima, kaj se tam dogaja, ker tam se ne dogaja samo, sem prepričana, samo Ukrajina. Tam se dogaja tudi Grenlandija, tam se dogaja, po mojem mnenju, še kakšni drugi dogovori in ta vidik mislim, da bi morali pogledati. Dobro, spet čisto na kratko, gledajte, preveč ste me izzvali, da ne bi reagiral na to, ne. Vse stvari lahko v Združenih državah Amerike spremenijo, ne. Mislim, letos bodo te midterm elections, ne, ki so jeseni, ki lahko spremenijo sestavo kongresa. Zdaj ni nujno, da bo to imelo zelo globok vtis, ker je Trump navajen vladati z dekreti in zdaj kako bo ta dinamika izgledala, ne vemo. Ampak jaz se dobro spomnim 90-ih let, ko je po obdobju, po zmagi demokratov leta 92, ne, bilo eno kratko obdobje, ko je svet bil, tako bi rekel, idealno unipolaren. No, potem pa je Clinton doživel midterm elections, ne, prišel Newt Gingrich in tako naprej in to se vse skupaj ustavilo, ne. Skratka, bodimo pozorni na to, na midterm elections, na te volitve, ki bodo zdaj, ne. Drugič, kar se Rusije tiče, nekaj sem že prej rekel, ampak gledajte, ena od stvari, ki je kontekstualno zanimiva, ne, je arktično območje. Leta 1992 je bil ustanovljen Arktični svet, ki je vključeval vse arktične države in do tako rekoč pred kratkim je veljal za eno pomembno inovacijo, ki omogoča miroljubno sodelovanje v pogojih, ko se arktični led topi in je pričakovati povečanje prometa skozi arktični prostor. In to je trajalo leta in leta in takrat ni bilo govora o tem, da bo to povzročalo neko veliko ogrožanje kogarkoli, ne. In zdaj to se je nekako obrnilo ne zato, ker bi nastale neke okoliščine v samem arktičnem prostoru, ampak zato, ker se je nekaj spremenilo v Združenih državah Amerike. In danes poslušamo o tem, kako bo to nevarno, kako bo to zdaj zahtevalo ne vem kakšne obrambne korake, medtem ko vse do tako rekoč predvčerajšnjim je prevladovalo mnenje, da bo arktični prostor lahko živel v enem ustreznejšem okviru sodelovanja, ne. In zdaj to ne sme biti nekako pozabljeno. Jaz mislim, da treba Arktični svet obuditi kot temo za kakšno razpravo v prihodnje. No, še zadnje tri, Ja. zdaj, zdaj je na vrsti Božo, pa potem je še veleposlanik Cerar. Imamo še nad Gregor, že bo že gospe tamle, ne. Ja. Predvsej hudih besed na račun. Dajmo bolj na glas, da ne slišim. Ne, vse neč, Bliže. požreti je treba pa. Še enkrat, vas smo slišali predvsej hudih besed na račun ameriškega predsednika Trumpa. Strinjam se, upravičeno. Jaz bi celo uporabil eno besedo, predvsej hudo za nekoga, ki je dolga leta verjel v tole naravno zavezništvo čez Atlantik, se zanj po svojih močih trudil. Namreč, da ameriški predsednik, če bo tako nadaljeval, od nastanku svojega drugega mandata, predstavlja nesrečo. Nesrečo za transatlantske odnose, predstavlja nesrečo za samo Ameriko. In seveda, dame, ko sem Evropejc, predstavlja nesrečo za Evropo. Vendarle, upal bi se trditi, nič manjšo nesrečo, kot je za to Evropo predstavlja ruski voditelj. In rekel bi tudi tole, da tudi Kitajska ni kakšna nedolžna ovčka. Če pogledamo njeno odnos do mednarodnega prava, do sosedov in tako naprej. Jaz se bojim, da se bodo prej ali slej, vsaj za kratek čas, te trije voditelji znašli na skupni valovni globini, in si bodo nekako razdelili svet po svoje fevde in vsak po tem svojem fevdu zganjal Pokidjo gesto, ki smo ga prej slišali. Ampak da ne bi
samo veliko kritiziral Trumpa. Jaz sem en tistih, ki včasih najde v Trumpovih stališčih tudi kaj pozitivnih, oziroma, ja, recimo temu pozitivnih. Namreč strinjam se z njegovo trditvijo, ki ni bila njegova, predtem je bila v milejši obliki izrečena s strani Bidena pa s Obame, da se Evropa mora pobrigati za svojo varnost, da ne more živeti na račun Amerike oziroma na račun ameriških doktorov. In tukaj sem prav. In če je zdaj kaj dobrega, se mi zdi iz teh zadnjih zapletov okrog Grenlandije in tako naprej, prvem mandatu na relaciji Evropa ZDA. Se mi zdi, da je dobro to, upam temu tako, da se ne varam, da je Evropa končno spoznala, da se mora pravzaprav nekako vse osamiti. Izzadi Amerike, da ne more več biti tako odvisna, ne v obrambnem, ne v tehnološkem, ne v kakšnem drugem oziru. Skratka, upam, da bo tole prilika za tisto Churchillovo, da nobena kriza ne sme ostati neizkoriščena. Tako da upam, da bo Evropa, čeprav se strinjam, kakšnega velikega zaupanja za enkrat Evropa, tako kot je pač funkcionirala, delovala v mednarodnem prizorišču, kakšnega mednarodnega termina. Ampak, če hoče preživeti, če hoče ta Evropa preživeti mi z njo, se mi zdi, da je zdaj trenutek, ko bo treba vendarle strniti vrste, se prešteti oziroma kakšno stvar tudi spremeniti. Jaz moram reči, da sam osebno uživam eno evolucijo. Jaz sem en tistih, ki je dolgo cajta verjel v Evropo narodu, v konfederalno Evropo. V Evropo, Evropsko unijo, mislim, takšne, kot smo se mi pridružili. Zdaj, ta konfederativna Evropa nekako kot zapla na mesto, zaostaja, oziroma drugi akterji prehitevajo. In prav nekaj bo treba storiti. Jaz se strinjam, da čas za federativno Evropo še ni, ampak nekaj v tem smeri se bo pa moralo premakniti. Kakšna sprememba v evropskem svetu načina glasovanja, do tega bo pa moralo priti, če hočemo nekako preživeti. Ne soglasje oziroma, soglasje konsens, v celoti, ker pač vidite, to ni možno, ker je pač proti sile so pač že močne, ampak večji uporaba dvotretinske kvalificirane večine bi bila pa v marsikaterem vprašanju, ki je danes še prvo predmet soglasja, nekaj na mestu. V eni, če zaključim s svojo posegom, v eni knjigi večjih avtorjev, ki izide Teledeja, je moj slavni prispevek prav na to temo. Namreč, da moramo tudi pri nas v Sloveniji se prešteti oziroma dočakati pripravljen trenutek, ko bo vendarle treba se v kakšni spremeni tudi pravilne načine glasovanja ali evropske pogodbe se nekako zmeniti. Jaz sem predlagal, ko imamo pač takšno drugačno novo vlado, da ta nova vlada oziroma pač parlament in tako naprej organizira široko razpravo, da vidimo, ali smo Slovenci pripravljeni vztrajati na konfederativnem pristopu, ali se vendarle v smeri, ki sem jo nakazal. Prav, jaz osebno želim Ne, še zdaj. Imamo tukaj. Gospa v modri srajci. Gregorič. Ja. Meni zanima glede trenutna geopolitična drama na svetu, ki Trump je na sredini z njegovo fašizmu in voda. Če ti niste iz Trumpa, vi ste proti Trumpa in gre nekaj v angliščini pravijo consequences. Mene zanima, kako bo Evropska unija, Trump ima še 3 leti na mandata, kako bo živel Evropski uniji z tem Trump metoda in pričakujemo na prihodnji hladno vojno. Pričakujemo prihodnosti hladno vojno.
Okay. Hvala. Dobro, bom potem, damo še. Še dva sta na spisku in Ja. to je konec. Ja, če o tem na spisku, grem. Prvo, Miroslav Gregorič. Ja, najprej, hvala lepa za uvodna izjemen izpevek. Ampak jaz bi mogoče Zdaj pa kar še naprej. res popolnoma nova realnost. Po Vietnamu, Iranu 54, Čile, Argentini, Jugoslaviji, Iraku, Libiji, Siriji, Venezueli, mogoče ponovno Iranu, mogoče ponovno Grenlandiji. Je to res vse popolnoma novo. Ne smemo pozabiti, da smo imeli Guantanamo, na tega smo pozabili, da je to v kakšnem okviru pravnem je bilo. Imeli smo izven sodne atentate z dronom po celem svetu. Imeli smo kibernetski napad, Stuxnet v Iran. To je ena stvar. Drugo, me pa zanima, nič niste omenil vlogo BRICS-a. To bi te zanimalo. In zadnje je pa bolj provokativno. Malo se spomnimo, kako je nastala sedanja Evropska unija. Pa je zato, da bi zavedno zginil dvoboj in večkratne vojne med Francijo in Nemčijo. Če je to, ali je mogoče, in to je nastala Evropska unija, ali je mogoče, oziroma kdaj bi vprašal, kdaj bo čas za Evrazijsko unijo, tako da bo Evropa živela v miru z Rusijo in da bodo eliminirani vzroki za vojno. Hvala lepa. Hvala. A gremo s vprašanjem? Ne, dajmo do konca, ne, da ne bomo vlekli. Edvard Kopušar. On je se prijavil. No, Jaz vam čisto eno kratko obrobno vprašanje, mogoče pa je vseeno pomembno. blizu. Zraven se omenja se, da Trump vlada z dekret. A to v skladu z pravom ameriškim ali ni? A je to pravičilo v pravnem smislu, mislim, če to to čisto kratko, to se vse. Hvala. Ja, lepo prosim. Hvala lepa. Jaz pa sam to rekel, da pa mislim pa, da idealizem ima svoje mesto, idealizem absolutno in tudi realno gledano Slovenija lahko igra vlogo povezovanja med Evropsko unijo in Rusijo, absolutno. Ampak idealno bi pa bilo, da se zavedamo, ko je smiselno, da smo eno človeštvo, ena skupnost, ki živimo na tem planetu in bomo uspešno in srečno živeli, ko se bomo zavedali, da smo ena skupnost, ena celota. Mogoče mnenje, kar mogoče večina ljudi, da smo ena celota in bi tudi potem rekel, Združeni narodi, to ime, kaj je nastalo takrat. Bi mogoče danes temu rekel združeno človeštvo. Okay. Še gospa Ana Stanič. Samo je. Hvala lepa. Jaz bi par komentarjev verjetno skakala z različne navložka. Sam kot prvo bi se nadovezala, da je Miroslav rekel, spomnila, da je George Bush tisti, ki je 2002. leta sprejel zakon Hague Intervention Act, ki je omogočal v Ameriki, da gre z svojo vojsko in napade Haag in prevzame ameriške, kdorkoli je obravnavan z strani International Criminal Courta v Haagu, da jih lahko enostavno vzame iz zraka in prepelje nazaj v Ameriko. Se pravi, koraki so bili začetki pred Trumpom in se strinjam z vami, da velike spremembe so samo na videznem v smislu dejanja Amerike, so zdaj bolj jasne in bolj vidimo v obliki Trumpa in pa sledimo že dolgo časa. Jaz, ker sem delala za velike ameriške odvetniške pisarne, sem bila zelo blizu različnih dogajanj, vključujoč z invazijo v Iraku in kako se je ta stvar odvijala. Tako da, to bi bila prvi komentar. Drugi komentar bi pa rekla, ker se tudi, sem veliko na Kitajskem, me zanima oziroma me skrbi
precejšno malo zanimanja v Slovenijo za Kitajsko. Recimo Slovenija je 17 slovenskih podjetij je trenutno na Kitajskem, v primerjavi z 800 avstrijskimi podjetji. To lahko vam potrdil sedanji ambasador slovenski na Kitajskem. Tako da to je ena stvar, ki ne samo na političnem, diplomatskem vidiku Slovenije, ampak tudi z podjetniškega vidika zaskrbljujoče. Tretji komentar, mogoče glede Evropske unije. Strinjam se z gospodom, ki je prej omenil, da nam storitveno čaka kot Slovenijo, da moramo zavzeti stališče glede tega, ali bomo pristali na to, da bomo imeli kvalificirano odločanje na evropskem nivoju. Sem pa popolnoma proti temu, da bi Slovenija pristala, da izgubi možnost veta. Na mizi v Evropski uniji ni federalizem, niti suverenizem. Elita Evropske unije, in sem zelo pogosto tam, se pogovarja o unitarizmu in o vodenju Evropske unije strani velikih držav. Na mizi trenutno, in mislim, da je bilo tudi v časopisih, se pogajanja o večtirnem Evropski uniji, o kateri je zdaj zelo veliko dogovora. Osnova tega je oborožitev, s katero mislim, da tudi Slovenija bi imela velike težave. Mislim, da debata je na mestu, ampak mislim, da če smo se pred 30 leti izborili za neodvisnost in za suverenost, da bi to zdaj predali eni Evropski uniji, kot jo imamo zdaj, z vodjo, ko jo vodi Ursula von der Leyen, z interesi, ki po mojem niso niti evropski, po mojem bi bilo za Slovenijo smrt. To je moje mnenje. Ja, hvala lepa. Zdaj je cela rajda vprašanje. Ja, no, gledajte, jaz ne bom dolg, ne, tako rečem. Je pa tako, no, mislim, da je ta del razprave pokazal, kako velika vprašanja so tu in kako je važno imeti mnenja o teh vprašanjih. Mislim, da je iluzorno pričakovati, da se lahko pri teh velikih vprašanjih pride do nekih zelo jasnih, kratkih, konciznih odgovorov, ki jih bomo vsi sprejeli. Mislim, razprava se mora nadaljevati in tu bomo slišali različna mnenja še naprej, ne. Recimo, več je bilo govora o tem, kakšna naj bo narava Evropske unije v prihodnje. Ja, o tem bomo govorili dolga leta in ne vem, če je Evropska unija dobro vzpostavljena za neko resnejšo redefinicijo. Mi imamo stanje, kakršno je, in verjetno se tu kaj zelo velikega v kratkem obdobju ne bo spremenilo. Bi pa seveda bilo dobro, če bi vodenje Evropske unije bilo nekoliko bolj koherentno, ne? Ampak gledajte, o tem je lahko napraviti eno posebno razpravo. Jaz ne verjamem, da lahko mi v enem popoldnevu tu pridemo do nekega resnično dobrega odgovora. No, tu je bilo vprašanje o tem, ne, da se v tem sedanjem času izgublja to razumevanje, da je svet ena sama celota. Ne. To se resnično izgublja. Zdaj prihajamo v eno obdobje fragmentacije, ki deluje na vseh nivojih. To ni samo politična, interesna fragmentacija, to je navsezadnje tudi intelektualna fragmentacija in tu ni videti osnovi, iz katere bi išlo nekaj integrativnega, ne. Take osnove so nekoč celo na globalni ravni bile, ne, z vsem temi idejami okrog ekologije, okrog tovrstnih vprašanj je bilo videti, da se svet giblje v smeri nekega globalnega razumevanja. Ta stvar nekako razpada. Seveda, tu je bilo potem tudi vprašanje, ne, zdaj, spet, če se vežemo na Evropsko unijo, ne, gledajte, kaj je pravzaprav interes vseh evropskih držav v razmerju do vojne v Ukrajini? Ali obstaja kakšna zavest, niti ne vnema,
da bi Evropska unija poskušala igrati neko vlogo. Zdaj ne igra nobene vloge. Ne igra nobene vloge v diplomaciji, ki se razvija. Ampak recimo predstavljajte si, da pride ta ameriška medijacija do ene točke, kjer bo bolj ali manj tako, ne, vidno, da se lahko vzpostavi eno premirje in je potem vprašanje, kaj naprej. A ni zdaj že čas, da se Evropska unija nekako bolj aktivno vključi v vse to skupaj? Da tudi poišče eno komunikacijo z Rusijo, ki je trenutno nima. Neko smiselno komunikacijo z Rusijo. To se lahko naredi tudi zelo diskretno. To ni treba, da je zdaj neka pompozna zadeva. Ampak volje za kaj takega jaz ne vidim, čeprav se mi zdi, da bi bilo ravno to lahko zanimivo. Ne? Zdaj, potem je bilo tukaj vprašanje Kitajske in Slovenije, ki nima dovolj interesa. Ne? Jaz ne vem, jaz sem član borda za Boao forum, ne, in si štejem v veselje, da sem bil vprašan, ali lahko predlagam kakšnega mladega podjetnika, ki bo šel v te njihove razprave, glede na svoje dosedanje dosežke. No, in s tem se zdaj ukvarjam in z Ano Stanico lahko pol po sestanku tudi o tem malo pogovorila. Mislim, da priložnosti raznih vrst so in tu bi bilo treba sigurno kaj več narediti. No, bilo je tudi vprašanje recimo Trumpovega vladanja z dekreti. Ja, gledajte, to je zadeva, ki jo bo morala razčistiti sama praksa Združenih držav Amerike. Veliko se je kritiziralo to imperialno predsednikovanje, ne, v preteklosti, ampak ni povzročilo nobene otipljive spremembe. Vprašanje je, ali se to lahko pričakuje. In kot rečeno, eden prvih testov bojo te volitve, ki so tam nekje novembra letos, ne, midterm elections. Običajno je to bil trenutek, ko se je pokazalo, kakšna bo prihodna smer. Bomo videli, kako bo letos. Ne vidim, da bi karkoli drugega lahko tu vplivalo v tem trenutku. Ne. Nobeni zunanji vplivi ne bodo pomagali, nobena intelektualna razprava ne bo pomagala. To je vprašanje moči, političnih sil znotraj Združenih držav Amerike in kako se te razporejajo in kako bodo te razporejene na volitvah proti koncu letošnjega leta, bomo videli. Ne. No, mislim, da so to glavne vprašanja, ki so bila postavljena. Jaz se opravičujem, če nisem vse tisto, kar bi bilo treba, da komentiram, tudi komentiral. Pa opravičujem se, ker sem bil nekoliko predolg. Če pa se je še kaj ostalo neodgovorjenega, se lahko še mogoče po tem sestanku še malo tako bolj neformalno pogovorimo. Evo, zdaj ura 15:07 in prosim. Evrazijska unija, ja, gledajte, jaz ne vidim zaenkrat osnov za kaj takega, ne. Ne vidim osnov. Mislim, zdaj, gledajte, mi smo imeli lansko leto julija en zelo ponesrečen sestanek Evropske unije v Pekingu, ne, eno ponesrečeno misijo. Mislim pa, da je recimo angažma Kitajske v odnosu do takih idej zelo pomemben. Mislim, Kitajska bi po mojem mnenju za neko tako širše povezovanje absolutno bila. Evrazijska unija ne more biti vezana izključno na Evropo in Rusijo, recimo, dajmo čisto tako skematično. Tu je potrebno videti, kako se bodo razporejali drugi veliki igralci. Mi smo zelo daleč od tega, ampak gledajte, ni ta stvar čisto nemogoča, neko gibanje v to smer ni nemogoče. Če drži, da bo sporazumevanje med Evropo in Kitajsko glede električnih avtomobilov šlo kam naprej, če drži, da je ta sporazum o prosti trgovini med Indijo in Evropsko unijo spremenil nekaj, ja, sigurno bo tu nastala ena nova dinamika, ki bi lahko odprla poti novega povezovanja med Evropo in Azijo. Ampak to so dolgoročni trendi, jaz ne vidim, kako bi v kratkem lahko kaj resnejšega nastalo. Se opravičujem. No, gledajte, kot sem rekel, mislim, da koliko se je dalo na kratko nekaj komentirati, sem to poskušal narediti, opravičujem se pač za dolgoveznost in pa
Kot vidite, me kašelj še vedno spremlja. Je boljše, kot je bilo včeraj, ampak še ni čisto končano. Jaz sem vam hvaležen za vašo pozornost, če pa bo še kaj, se pa lahko po sestanku še malo pomenimo. Hvala lepa. Na vsak način. Vsekakor si bom vzel diskrecijsko pravico, da vas nekaj vprašam, še čisto na koncu. Namreč v času prvega mandata ste enkrat govorili v mestni hiši in sem vas jaz vprašal, a ni že čas, že takrat je Donald Trump lomastil po svetu, da se sedež Združenih narodov umakne iz New Yorka. Danes to postaja še bolj aktualno. Še posebej z to svetom ali pa Board for Peace si Trump želi zagotoviti mesto na svetovni sceni s paralelno institucijo, ki bo po njegovo bolj učinkovita, poceni, ne bo brezzobi tiger in tako, kot on govori. A se ni uštel on pri tem? Ja, samo za zabave. Ja, zdaj čisto na kratko. Tukaj sta dve vprašanji, ne. Eno je pričakovanja glede nekih dodatnih mednarodnih struktur, recimo tega sveta za mir in podobno, ne. To bo imelo eno svojo prihodnost, jaz od tega ne pričakujem veliko, ampak to je samostojno vprašanje, ki ni vezano na vprašanje sedeža Združenih narodov. Vprašanje sedeža Združenih narodov pa velikokrat bilo predmet razprave, ne. Tukaj se bo Mitja spomnil, v 90-ih letih se je veliko govorilo o tem, ne, in veliko je bilo razprave, recimo, da bi sedež prenesli v Nemčijo, ki je bila takrat ponovno združena, miroljubna, znotraj miroljubne Evrope in primernejše mesto kot New York za svojo razburljivo preteklostjo in negotovo prihodnostjo. Tako je takrat izgledalo, ampak to ni prineslo nobenih sprememb. Inercija je tu prehuda, tako da jaz ne pričakujem, da se bo tukaj zelo velikega zgodilo. Verjetno bo v tem bližnji prihodnosti veliko problemov z vprašanjem sekretariata Združenih narodov. Tu bodo odpuščanja zaradi finančne krize in bojo razni drugi problemi te vrste, ampak ne verjamem, da bo sedež predmet nekega resne obravnave, kaj šele spremembe. Ja, najlepše hvala. S tem seveda se želim zahvaliti gospodu predsedniku, ki si je vzel čas in energijo, da je kljub majhnemu prehladu nam pojasnil mnoga vprašanja, ki bodo na tapeti v našem naslednjem obdobju zagotovo zelo prisotna. Še enkrat najlepša hvala, gospod predsednik, in upam, da se ponovno vidimo kdaj kasneje ali v drugem življenju.